Dober dan, želim, lepo pozdravljeni. Upravne enote, isto večkrat pravim, so obraz te države, duša te države in seveda tisti prvi stik državljanov in državljank z ljudmi, ki opravljajo storitve za to državo. In 58 upravnih enot imamo v Sloveniji, jaz lahko rečem, da upravne enote delujejo dobro. Tudi vse ocene, ki jih prejemajo in gredo v prid. Najslabše pa seveda je, ko se na neki upravni enoti začnejo ukvarjati sami s seboj. In to se je žal v Novi Gorici dogajalo. Dogajalo se je dlje časa. Mi smo prve signale iz Nove Gorice dobili že pred časom in služba za upravne enote je tudi odreagirala in opravila več pogovorov z načelnico upravne enote. Vse v duhu tega, da bi se odnosi, predvsem med vodstvom in zaposlenimi na upravni enoti, izboljšali. Žal se to ni zgodilo, potem so začele prihajati na ministrstvo, pa tudi na nekatere druge organe v tej državi, zelo konkretne anonimke. Ministrstvo za javno upravo kot organ seveda ne more zamahniti z roko, tudi če gre za anonimke. Jaz ne bom govoril na tem mestu o tem, kaj je v teh anonimkah pisalo. Mi smo jih odstopili tudi inšpektoratu za delo, inšpektoratu za javni sektor, tudi Komisiji za preprečevanje korupcije. Seveda pa je naloga Ministrstva za javno upravo, da zagotovi nemoteno delo tako vseh oddelkov, direktoratov na samem ministrstvu, kot seveda tudi vseh upravnih enot, za katere smo pristojni. Žal se tudi po teh anonimkah in po pogovorih z načelnico upravne enote, ki so jih opravili v službi za upravne enote z Ministrstva za javno upravo, razmere niso začele obračati na bolje, ni bilo sprejetih kakšnih ukrepov, da bi se stvari izboljšale. Zato po protokolu, ki ga imamo, je Ministrstvo za javno upravo prejšnji teden opravilo tudi popolnoma anonimno anketo med vsemi zaposlenimi na upravni enoti Nova Gorica. Rezultati te ankete so kot za vodstvo upravne enote žal, jaz moram reči žal, porazni. Namreč kar v povprečju polovica zaposlenih na upravni enoti Nova Gorica je absolutno nezadovoljna tako s klimo, kot tudi z obremenitvami. Omenjajo tudi mobing, ampak do mobinga jaz moram reči, da smo zadržani, ker seveda definicijo mobinga poznamo in seveda vse pač ni mobing. Do tega rezultata smo zadržani, ampak v celoti gledano pa vendarle razmere na upravni enoti Nova Gorica niso takšne, presodil, da niso takšne, da bi jih lahko načelnica upravne enote sanirala oziroma odnose izboljšala. Jaz sem se danes pogovoril z načelnico upravne enote, povedal je tudi, da žal bi bili zdaj seveda vsi ukrepi po eskalaciji tega problema prepozni in da bo pač moral te stvari urejati nekdo drug. Tako da je načelnica upravne enote Nova Gorica z današnjim dnem razrešena z tega položaja. Veste, po 83. členu Zakona o javnih uslužbencih ima sicer minister v tem primeru pravico v enem letu po zasedbi tega položaja brez kakršnekoli obrazložitve zamenjati tudi načelnika ali načelnico upravne enote. Jaz tega v tem času, odkar sem na ministrstvu, nisem počel in nikogar nisem zamenjal. Tudi načelnik upravne enote Ljubljana je po problemih, ki smo jih imeli, presodil, da situacija ne obvladuje in je odstopil sam, nisem ga jaz zamenjal. In tam se zdaj takoj po tem dejanju seveda razmere bistveno izboljšujejo in mi danes lahko govorimo, da smo v tem času
na upravni enoti Ljubljana tudi z izredno požrtvovalnostjo in razumevanjem vseh uslužbencev in uslužbenk in ob angažmaju vršilca dolžnosti, ki je na tem položaju, razmere pripeljali v pozitivno smer. Ni še vse v redu, seveda ne, preobremenjeni so in treba bo vsaj na upravni enoti Ljubljana, pa še na kakšni drugi, zagotoviti dodatne zaposlitve, da bo delo lahko steklo koliko toliko normalno, ampak zgodilo se je pač, da stvari gredo v pravo smer. In jaz sem prepričan, da bomo s to potezo, in žal mi je, da sem se moral tako odločiti, ampak da bomo s to potezo seveda tudi presekali ta gordijski vozel in na upravni enoti Nova Gorica zagotovili nemoteno delo. Jaz v strokovnost dosedanje načelnice upravne enote ne dvomim. Mi nismo imeli pritožb na račun strokovnosti dela upravne enote. Seveda pa ni vse samo v strokovnosti. Seveda je pomembno tudi, da človek zna voditi takšen kolektiv, da poleg tega, da zahteva strokovnost od uslužbencev, zna poskrbeti seveda skupaj s sodelavci in sodelavkami tudi za ugodno klimo, za ugodno ozračje za to delo. Če so ljudje kjerkoli nezadovoljni, tu, kjer imamo opravka, direktnega opravka z državljani in državljankami, ki terjajo storitve od upravnih enot, pa je to še toliko bolj pomembno. Zato smo se pač odločili za ta korak, vse v prid tega, da upravna enota Nova Gorica v prihodnje deluje v nekakšnem boljšem ozračju in da seveda ne bo potrebe za pisanje anonimk ali pritožb ali česarkoli. In še enkrat pravim, upravne enote, 58 upravnih enot po Sloveniji, delujejo dobro in mi smo izjemno zadovoljni z njimi. In tudi ankete, ki jih opravljajo med uporabniki storitev, vse upravne enote kažejo na to, da delajo dobro, da delajo v prid državljank in državljanov. In tako sem jaz prepričan, da bo v prihodnje tudi na upravni enoti Ljubljana. Še enkrat povem, nikogar nisem sicer zamenjal po 83. členu, kar se mi zdi nepotrebno in se pravi tam, kjer načelniki upravnih enot delajo dobro in kot sem rekel, delajo dobro v veliki večini ali praktično skoraj da v vseh upravnih enotah, seveda tovrstne potrebe ni bilo. Jaz poznam zelo dobro razmere po upravnih enotah. Mi smo z ekipo obiskali več območij, ki jih pokrivajo upravne enote in še jih bomo. Mi se pogovarjamo z ljudmi, ki tam delajo, pogovarjamo se z državljani, kako so zadovoljni z delom upravnih enot, tako da je bil ta korak v tem primeru pa vendarle nujen, da lahko potem govorimo, da vseh 58 upravnih enot dela odlično in da je tudi klima